hišo. Predvsem pa en lep hvala prvo mojim kolegom gostincem in vsem vinarjem. Brez vas ta dan ne bi bil. Tako da resnično hvala in seveda vsem obiskovalcem. Hvala, Tomaž. Prav je, da predamo besedo našemu predsedniku, gospodu Ivanu Peršolju. Dobro večer vsem. Jaz bi želel spregovoriti par besed o današnjem praznovanju, in sicer 25 let članstva v Aziji. Začetki sodelovanja v Sloveniji izhajajo iz prijateljskih vizij z italijanskimi sommelieri v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Po dolgoletnih pripravah je bilo ustanovljeno Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije in registrirano 21. januarja 1992. V ta namen je bilo potrebno pripraviti sistem delovanja društva z vsemi akti. Posebej je bil pomemben program izobraževanja, ki je bil predstavljen Svetovnemu združenju Azije. Že leta 1993 so člani društva s pomočjo italijanskih kolegov dosegli prvo veliko mednarodno potrditev s pridobitvijo položaja države opazovalke v Združenju Azije. Na svetovnem kongresu sommelijerjev leta 1994 v Kaliforniji je Slovenija vstopila v veliko družino polnopravnih članic Azije in se pridružila državam, ki uspešno dvigujejo in sooblikujejo kulturo pitja po vsem svetu. Svetovna organizacija Azij sedež v Parizu danes združuje nacionalne organizacije iz preko 60 držav. Društvo Sommelier Slovenije pa aktivno prispeva k njenemu mednarodnemu delovanju. Od leta 1994 smo sodelovali na vseh svetovnih in evropskih tekmovanjih s tekmovalci in našimi predstavniki v žirijah in komisijah, ter pri tem izpostavljali kakovost in posebnosti slovenskih vin. Sodelovali smo skoraj na vseh skupščinah in v razpravah vplivali na pogoje delovanja članic. Stalen trend povečevanja števila članic potrjuje pravilnost takšne naravnanosti. Naš največji dosedanji uspeh na mednarodni ravni je zasedanje didaktične komisije Aziji leta 2011 v Sloveniji. Član te komisije je bil več let tudi Lovrej Škargot. Zelo uspešno organizacijo prireditve smo veliko prispevali k prepoznavnosti Slovenije in naših vin v svetu in s tem utrdili ugled našega društva Svetovni sommelierski organizaciji. Tudi danes imamo čast in se zahvaljujem za prisotnost na naši svečanosti gospodoma Viljemu Vojtosu, podpredsedniku, in Pero Holmu, ki skrbi za članstvo v Svetovni organizaciji Azije. V posebno veselje nam je, da smo ob tem praznovanju prejeli pismo s čestitko celotnega vodstva Azija, v katerem se spominjajo prvega nastopa Slovenije na evropskem prvenstvu leta 1994 v Reimsu. Vsem članom ob tem praznovanju čestitam in se zahvaljujem za ves vložen trud in veliko prostega časa. Za pripravo današnje prireditve se zahvaljujem našim kolegom Valentinu Polinu, Mateji Spomina, Nini Bavžar in Tomaži Bavčiču, ki je s svojo ekipo poskrbel za operativnost. Posebna zahvala gre vsem sponzorjem prehrane in vinarjem za predstavitev odličnih vin. Vsem želim tudi v bodoče veliko uspehov in zadovoljstva. Mr. Walters, would you like to share some thoughts with us? Good evening, everybody. I'm
podpredsednik Asija. Torej, bom samo nekratko povzel, gospod Wouters se zahvalja in vas pozdravlja tudi vas, sem izrekel dobrodošli tudi v imenu celotne mednarodne organizacije. Tudi on se spominja, kako so leta 1994 se spoznali z ekipo. Morate vedeti, da je on tudi tekmoval takrat. Someljestvo stoji za tem, da dela na razvoju stroke in društvo je pustilo močen pečat v svetovni organizaciji tudi pri soustvarjanju te zgodbe. Zelo veliko se izpostavljajo tudi delo pri mednarodni someljski diplomi, ki jo pripravljajo in nekako izpostavljajo, da ravno to povezovanje, druženje in prijateljstvo ustvarja platformo za gradnjo someljske stroke, tako pri nas, kot tudi v svetu. In tudi vidi, kako smo se res potrudili za to, da izpostavimo, tudi da vas predstavimo vas, drage vinarje, in pa tudi gostince in ne nazadnje tudi gosti, ki ste danes tukaj. Okay, enough of my Slovene. I will invite also Per if you could share some words with us, please. Thank you. Thank you so much. Shall I do the challenge, speak in German, so that we have more fun in translating? Es wäre zwar lustig für uns alle, wenn ich das Deutsch sprechen würde, mit Valentin zu übersetzen, dass wir Schwierigkeiten hätte, but I won't do that, no. Sorry. And my Slovenian is zero, so I'm also speaking English, and I'm asked very often, what did we do to get a young guy like Mark Arnold, who won the World Championship in Belgium now in March this year? How did we manage to do that? This is a very tough question, because it is not only the work of the team, it is the work of so many people. We have a coach, I support a little bit, but it is the family who supports, the family of ASI. We were doing trainings together with the Netherlands and the Belgium sommelier associations just to get better and better and better. And I think this is something which is very special in ASI, that all the countries stand together. For sure, we have our own candidates and we would want them to win, but if we're talking about training, about education, we work together, because together we're much stronger than if we only go alone. And this is something I really have to say, this is so important. Education and exchanging experience can only work in common with all the countries. So this is something, and I'm looking forward. You don't know yet, but I want to invite you to come to Germany for a 2-day seminar. He also has to give a seminar about the wine of Slovenia, but there will be a lot of seminars in German, so you can practice this German. So yeah, this is something which is, I think this cooperation between the countries within ASI, this is very, very important, and this is the family. Thank you so much, and I hope you can now finally enjoy tasting all the wines here. Yeah, not yet, okay. You have to come some more. Thank you very much for the presentation. Now I have the tough job of paraphrasing what you said. Yeah? You're throwing me challenges again all the time. Yeah? Na kratko, Per pove, da se veliko krat vpraša, kaj smo naredili, da je Martin Vernon, ki ima samo 27 let, postal svetovni prvak. In pravi, da je verjetno to ravno ta rezultat te povezanosti, te velike družine, ki je mednarodna someljska organizacija ASI, ker so, ko so se pripravili, so trenirali Belgija, Nemčija in Nizozemska skupaj. Povabili so enega trenerja in so to delali, seveda je imel tudi on ekipo, veliko je tudi na nas samih someljejih, da se naučimo. In to obrodi rezultate. In tudi to, da se najdemo, da tkemo velike vezi, pripomore zelo veliko tudi k poznavanju in širjenju same kulture someljejstva, pitja in pa ne nazadnje tudi Slovenije kot države, vinske države. Dolgo sem povabila, da se pridružimo v Nemčiji na dvodnevnem seminarju
seminarju, kjer bom mogel tudi jaz nekaj povedati o sommelierskih vinih, tako da sem zelo počaščen za to povabilo. Da ne bom preveč časa govoril, sledi ena podelitev, kjer predvsem radi bi se kot društvo zahvalili tako članom, ki so res odgovorni za to, da smo danes tukaj, in dolgoletnim podpornikom in predstavnikom gostinstva, ki nas res podpirajo čez celo to pot. Tako da, gospod Škarabot, vi ste prvi na vrsti. Davori bo povedal dve besedi, je pa Davori med temi, ki so najbolj zasluženi za to, da smo bili sprejeti v mednarodno sommeliersko organizacijo. On je tudi vodil projektno skupino, ki je pripravljala vse skupaj. Spoštovani, sem na slabem glasu, pa da boste slišali. Jaz sem zelo ponosen na društvo. Ko sem zbiral prijateljev okrog sebe, da bi ustanovili društvo enako misleči, tisti, ki želijo na področju eno-gastronomske kulture narediti korak naprej, nisem bil prepričan, da bomo uspeli. Zbral sem prijatelje okrog sebe in oni so izbrali mene za prvega predsednika. No in zato sem dobil tudi to nalogo, da pripravim vstop v svetovno organizacijo in v dveh fazah smo uspeli vstopiti. Na kongresu v Gradežu smo bili sprejeti kot država opazovalka. Predlagala nas je sosednja Italija, izjemno močna, ustanovna članica Azija. In potem 94. leta, kot je Ivan povedal, smo bili sprejeti v svetovno organizacijo. Vse do zdaj smo bili aktivni. Jaz sem prepričan, da bomo tudi naprej, da bodo tudi tisti, ki bodo prišli za nami, tako aktivni, kot smo bili mi, in da bodo dosegali še take in večje uspehe. Seveda pa pričakujem, oziroma bom tako rekel, uspehi so lastno vseh članov našega društva. Jaz sem ponosen na to, da imam take ljudi okrog sebe in sem pripričan, da boste uspešni, dobri, še boljši, najboljši.